Lep pozdrav, kot obljubljeno bo ta video predstavil vam patronom, kako lahko koristite svoje dobroimetje na spletni strani explicit.si. Naj za začetek takoj povem, da so to vse testni podatki, ki jih imam nastavljene lokalno. Torej, imamo košarico in v njej lahko vidite par artiklov. Kar moram tukaj zdaj narediti kot patron je, da grem na polje e-mail in vnesem svoj e-mail. Zelo je pomembno, da vnesete e-mail, s katerim ste registrirani na Patreonu, da lahko pride do prepoznave. Kot sem že prej povedal, tukaj sem naštimal testni podatek, jaz samemu sebi seveda že nisem patron. Torej, e-mail je izpolnjen in kar zdaj naredim je, da kliknem na tale gumb. Pošlji mojo Patreon kodo dobroimetja. Kar bo to naredilo je, da bo na vaš e-mail poslalo unikatno kodo, ki jo na to morate vnesti v tole polje tukaj. Kot vidite, tukaj se je pojavil tale okenček, ki vas opozori, da je na vaš e-mail bila poslana koda. Kliknem OK, tukaj je tole polje. Kodo, ki sem jo prejel, na to vnesem v tole polje in kliknem na aktiviraj. Kot vidite, mi izpiše moje trenutno Patreon stanje dobroimetja. Še enkrat, to je le testni podatek, lih toliko tudi za namene videa, da vam pokažem, kako proces deluje. In tukaj se je zdaj zgodilo sledeče. Moje trenutno stanje Patreon dobroimetja je večje kot trenutni znesek košarice. Kaj se bo zdaj zgodilo? Moj nakup je brezplačen. In poleg tega mi bo še nekaj ostalo, kar bo lahko prešlo na naslednji nakup. Torej 25 evrov mi bo ostalo. In najlepše pri temu je, da mi sploh ne rabi izpolnjevati teh podatkov tukaj. Kar zdaj samo naredim je, da se strinjam s pogoji poslovanja in kliknem na nadaljuj z nakupom. In kot vidite, nakup je sprocesiran in naročeni indikatorji so že na mojem e-mailu. Pa poglejmo zdaj še drugo varianto nakupa, to je varianta, ko Patreon dobroimetje ne presega vrednosti košarice. Torej, ponovimo vajo, tukaj vnesem svoj e-mail, kliknem na pošlji mojo kodo dobroimetja. Ok, koda je bila poslana. Jo nalepim notri, aktiviraj. In zdaj imamo tukaj sledečo situacijo. Moje dobroimetje ne presega vrednosti košarice, zato me tle obvesti, da imam preostanek za plačilo še 25 evrov. V tem primeru pa zdaj moram izpolniti tukaj tele podatke, zaradi tega, ker so potrebni za račun. Tako, podatke imamo izpolnjene. Kliknem tukaj še, da se strinjam s splošnimi pogoji poslovanja. Tukaj imate tudi izbiro plačila, jaz bom pustil kar plačilni obrazec UPN in kliknem na nadaljuj z nakupom. Tako, naročilo je sprocesirano in kar se zdaj zgodi je, na e-mail so bili poslani podatki za izpolnitev UPN obrazca, ti podatki so tudi tukaj, če jih želite že tako izpolniti. Lahko pa tudi poskenirate tole UPN QR kodo, kar je seveda najlažje. Enostavno odprete na mobitelu svojo aplikacijo spletne banke, kliknete na fotoplačilo ali nekaj podobnega, ker po moje ima vsaka banka malček drugače. No, pri meni je fotoplačilo in poskenirate tole QR kodo, ki vam avtomatsko izpolni obrazec. Ta QR koda je bila tudi poslana na e-mail, če morda želite plačati kasneje. In seveda preko tega imate kar precej olajšano, ker nimate tečnega prepisovanja. Tako, hvala vam za pozornost in se vidimo v naslednjem videu.